Lepo pozdravljeni. Kot vemo, smo vsak dan priča novim kršitvam osnovnih človekovih pravic in delovnopravne zakonodaje. Gotovo je pravica do plačila za opravljeno delo osnovna človekova pravica. Mi pa ugotavljamo, da so te osnovne človekove pravice v Sloveniji močno kršene in zato med ljudmi se krepi občutek, da Slovenija ni več socialna niti pravna država. Žal, delavci, ki so v delovnem razmerju, ki so opravljali svoje delo, morajo živeti od pomoči dobrodelnih organizacij in ne morejo živeti od svojega dela. Tako ugotavljamo, da so inšpekcijske službe v primeru delavcev popolnoma zatajile. In nažalost tudi ni sankcij zoper tiste, ki so kršili delovnopravno zakonodajo. Torej, če bi te inšpekcijske službe dobro upravljale svoje delo, potem ne bi moglo priti do tako velikih in dolgoletnih kršitev delovnopravne zakonodaje, kot ugotavljamo v nekaterih podjetij, ko prispevki več let niso bili plačani, ne samo v tisti zadnji težki situaciji. Zaradi tega javno sprašujemo tudi Vlado Republike Slovenije, predsednika vlade, ministre. Pred kamerami namreč se čudijo takemu početju, ga obsojajo, obžalujejo, vendar premalo naredijo, da bi prav organi, ki so državni organi, na katere imajo vpliv, torej ustrezno in učinkovito posredovali. Zato sprašujemo predsednika vlade, koliko konkretnih ukrepov so v gradbenem sektorju izvedli nadzorni organi. Pri tem mislimo na izdane pravne akte, kot so odločbe, prekrškovni postopki, ovadbe in izvršbe, in koliko so jih v letošnjem letu izdali Inšpektorat za delo, ki to dela po zakonu o delovnih razmerjih, potem davčna uprava, ki dela po zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki to dela po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, torej ta zavod nadzoruje obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno varstvo. In drugič, kako bo država kot solastnik podjetij, ki so evidentno kršila delovnopravno zakonodajo, ukrepala proti vodstvom teh podjetij, za katere smo rekli, da je država solastnik. In pa tretjič, ali je nadzor nad delovnopravno zakonodajo pravilno urejen, ali je dovolj strokovnih in motiviranih inšpektorjev in drugih nadzornikov glede na množične kršitve zakonov. Od predsednika vlade seveda pričakujemo konkretne odgovore na naša vprašanja in pa predvsem strategijo, kako te pomanjkljivosti odpraviti, da se ne bodo vedno znova pojavljale in ponavljale. Kako torej narediti inšpekcijske službe bolj učinkovite, ne pa da neplačevanje prispevkov traja kar nekaj let, preden se nekaj zgane oziroma šele takrat, ko pride do neke socialne bombe. Popolnoma so zatajili tudi sindikati. Sindikati se pojavljajo takrat, ko gre za spremembo tudi potrebne delovne zakonodaje, ne oglasijo pa se takrat, ko se delavci znajdejo v stiski, ko že pred veliko časa, nekaj mesecev ne prejemajo plače, ker sindikati imajo vse pravne in strokovne službe in tudi finančna sredstva za to, da delajo in ščitijo delavce. Pa žal ugotavljamo, da svoje funkcije ne upravljajo v zadostni meri. Razočarani smo tudi nad delom varuhinje človekovih pravic, kajti ob obrobnih problemih se oglasi, ob tem, ko so evidentno kršene pravice, lahko rečemo tisoče delavcev in njihovih svojcev
pa se žal ne oglaša in ne opozarja na to kršenje človekovih pravic. Tudi Amnesty International opozarja na kršenje človekovih pravic, žal tudi v tem primeru se ne oglasi, ne opravlja svoje naloge. Menimo tudi, da bi Gospodarska zbornica Slovenije morala bolj vplivati na delodajalce in jih ozaveščati o njihovi družbeni odgovornosti. Žal pa opažamo, da tega Gospodarska zbornica Slovenije ne počne oziroma v zadostni meri. Zato menimo, ker ne delujejo te službe, so se slovenski delavci znašli v velikih težavah in ni dovolj, če država poskrbi samo z novimi nadomestili za brezposelne, ampak naj naredi vse, da prepreči te kršitve, še preden do njih pride. Torej, naj okrepi izvajanje inšpekcijskih služb, ker menimo, da je delovnopravna zakonodaja v Sloveniji sicer dobra, ampak žal se ne izvaja v zadostni meri. To je moje glavno sporočilo. Če imate morda še kakšno vprašanje? Ne. Kaj pa vi predlagate? Kako bi vi ravnali, če bi vodili vlado danes? Kot sem dejala, preverila bi, kako delajo inšpekcijske službe, ali so izdajale pravilno odločbe ali niso, kdaj so to počele. In v tem primeru, ker vsak dan zasledimo, da je veliko teh kršitev, jih je treba zagotovo okrepiti. Ker ni dovolj, če sprejemamo nove zakone, če še prejšnjih ne izvajamo. In pa izobraževanje za te delovne inšpektorje. In jaz bi tudi združevala to službo, zato ker velikokrat se te delovne inšpekcije izgovarjajo ena na drugo in bi, ne vem, uvedla neko centralno inšpekcijo, ki potem lahko med seboj tudi si razdeli ali pa prerazdeli te naloge. Se pravi, po vašem mnenju je zakonodaja ustrezna, samo se ne izvršuje. Tako. Inšpektorjev je tudi dovolj. Inšpektorje, ne vem, če jih je dovolj, to bi morala vlada ugotoviti in če jih ni, bi te pozicije gotovo bilo potrebno okrepiti. Še vprašanje? Hvala lepa. Hvala za vašo prisotnost.